Lepo pozdravljeni z Dunaja. Tokrat pa smo pred spomenikom padlim ruskim vojakom ob vstopu v mesto Dunaj. Natančneje, če smo zelo natančni, vojakom, ki so pregnali nemške čete iz Avstrije. Tukaj vsako leto 9. maja se Avstrijci poklonijo, čeprav, če smo zelo pošteni, ne posebej zelo radi tem vojakom, ki so seveda storili vse, da so danes, to pa morajo Avstrijci priznati, samostojna država. In zato vsako leto tukaj naredijo shod z znamcem ruskih vojakov, ki se zbirajo z različnimi fotografijami svojih rojakov in na posebni ceremonialni prireditvi se isti poklonijo. Da se slučajno ne bi komu zahotelo razmišljati, da je kar s tem narobe, v Avstriji kompletni del te tako zvane ceremonialne prireditve poklona varuje avstrijska policija za našim hrbtom. No, da boste videli, da je to res. Da jo bomo pokazali, da je to res. In sicer jih vidite tamle v avtomobilih. No, tako da je to res. No, tukaj pa je zbirališče, kot rečeno, tistih znamcev ruskih vojakov, ki so se prišli pokloniti svojim junakom, ki so dali življenje za osvoboditev Evrope. No, tukaj vidite zanimivo damo iz Rusije, ki v bistvu drži enega od svojih prednikov v rokah in s tem kaže, da se mu poklanja v njegov spomin. No, to je bil kratek utrinek iz mesta, ki ga Avstrijci imajo za to tukaj, da v bistvu pokažejo, da so jih Rusi, čeprav žimi ostaja tudi nekaj grenkobe, še vedno častijo kot zmagovalce in tega se nikoli ne odrečejo. To je tudi prav. To je bil kratek utrinek iz spomenika poklona ruskim vojakom, ki so vsi zapisani na onem spomeniku z imeni in priimki. Lep pozdrav in tudi mi se jim poklanjamo. In nazadnje so pomagali osvoboditi del področja, kjer smo tudi mi doma. Lepo se imejte in nasvidenje.